Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o energijah. V glavnem, zadnjič je napisala ena gospa, ki verjamem, da res dobro misli in me je opozorila na to, da imam jaz rastlino, ki ima špičaste liste. No, dejstvo je, da imam v stanovanju tudi kaktuse in seveda marsikdo je že slišal za to, da če imamo neke špičaste predmete, lahko s tem to energijo, te po feng šuju, ti predmeti usmerjajo v nas, ker imajo konice. No in v glavnem, dejstvo je, da lahko pa vsako stvar mi informiramo, imamo to moč, da lahko usmerimo energijo in dejansko vplivamo na to, kaj želimo. No, in poglejte, to je iz knjige Pranic Healing in sicer vam želim pokazati kaktus. Poglejte, kaktus dejansko ga lahko informiramo tako, kot ga postavimo nekam, da v bistvu vse, kar ni svetloba, se na teh konicah razblini. In to ni nič narobe, če imamo nekje kaktus, zaradi tega, ker kaktus deluje na to, da če mi damo informacijo, da dobesedno sčisti energije. Potem naslednja stvar, ki je za čiščenje energije, seveda sveti les, vsa kadila. Naši predniki so uporabljali tudi brinove vejice za razkuževanje prostorov. Če imate v hiši bolnika, je pametno razkuževati prostor, v bistvu nevtralizirati vse, tudi bacile, viruse in tako naprej. Jaz na dnevni bazi uporabljam žajbelj. Tukaj tudi pri meni na spletni strani lahko dobite žajblove svitke in dobite lahko tudi žajblove listke. Zdaj pa kako jaz to uporabljam? Enostavno zjutraj, ko delam meditacijo, grem in pržgem vejico. Zdaj jaz imam že toliko pokurjem, da je samo še tole ostalo, veste, da imam samo še takele majčkene vejice, ampak v glavnem, žajbelj je tisti, ki najbolj razkužuje prostor, ima kar močen vonj, tako da, ja, fajn je. Žajbelj, jaz prav obožujem žajbelj, zato ker res čisti, to je prav za izganjanje. Moja hčerka je imela ta mala eno obdobje, ko je gledala razne preiskovanja, izganjanje duhov in tako naprej na internetu in je v tistem času imela prav željo, da bo postala kriminalistka. Zdaj se je itak že premislila, ampak dejstvo je, da ta nevidni svet obstaja. Obstaja, tudi če se ga ne zavedamo. No, potem tukaj sveti les. Tudi sveti les uporabljam na dnevni bazi in to sta dve taki zadevi, kadilo, ki enostavno uporabljam, zato ker zdajle verjamem, da ne samo pri meni, ampak tudi pri mnogih energije sekajo na polno. Tako da v glavnem, tako samo, da se prekadi. In spet namera, ki je najbolj pomembna, namero, ki jo damo, naj vse sile, ki pripadajo temi, se razblinijo, naj se uničijo. Čim manj nejkalnic uporabljajte, se pravi, vse, kar ni svetloba. Vse, kar ni svetloba, dejstvo je, da vesolje ne sliši besedo ne. In ko rečemo, vse, kar ni svetloba, naj se izniči, dajemo v bistvu informacijo, vse, kar je svetloba, naj se izniči. No, tako da uporabljajte kadila na dnevni bazi, zato da zaščitite svoj prostor, da zaščitite sebe, svoje drage. Dajte informacije, kaj želite, da se zgodi s kaktusi, kaj želite, da se zgodi s temi koničastimi rastlinami in boste videli, vaše okolje se bo napolnilo z novo energijo. Zanimivi so tudi recimo, če gledamo, s čim mi vplivamo na energijo. Jaz vsako jutro delam tibetanske vaje in v bistvu, ko se zavrtim okrog svoje osi, v bistvu vplivam na to energijo okrog sebe. Tudi tisti, ki delate mogoče tai chi ali pa ki delate to vse pozdrav soncu, v bistvu s temi gibi vplivamo na energije okrog sebe, ker v bistvu ta del okrog nas je tako približno na to, kakor roke sežejo. In na to lahko vplivamo, da smo v tem svojem mehurčku dobro. Zdaj pa naslednja stvar, kar je
pomembna pri teh energijah, je pa potem. Ena gospa me je klicala in je rekla, joj, veš, pa rečejo, meso znižuje vibracijo. Kdo je to rekel? Nekdo, ki obsoja nas, ki jemo meso. Glejte, obsojanje znižuje vibracijo, nesprejemanje znižuje vibracijo. Dejstvo je, da če jaz jem meso in če mi paše jesti meso in če nikogar ne obsojam, a to meni niža vibracijo? Absolutno ne, absolutno ne. Bolj je pomembna namera pri tem, kar mi jemo. Glejte, če jaz kuham to meso z jezo in imam krvoločne misli in razmišljam, kako bi temu to naredila, pa kako bi to... halo, to zamešam noter. To daje mesu krvoločnost. Mi imamo sposobnost, da lahko reprogramiramo čisto vse. Mi lahko vplivamo na energijo obroka. In če jaz zraven, ko kuham, pojem in mi je fajn, zato ker kuham, ker bo dober, s tem vplivam na energijo obroka, ne pa zato, ker jem meso. Vem, marsikdo reče, ja, pa mučijo živali, pa ne vem kaj še vse. Glejte, živimo v tem svetu. V tem svetu se marsikaj dogaja, to je dejstvo. In kamor daste vi pozornost in če date vi pozornost v mučenje in obsojate te ljudi, ki mučijo, ste vi na drugi strani te nitke. Ne dajati pozornosti kamor ne želite. Druga zadeva, obleka. Seveda, fino bi bilo nositi čim bolj naravne materiale, ampak dejstvo je, da tudi to, kar ima neke lestine noter, so lepa oblačila. In zdaj bomo šli delati svoj lan zato, da bo dobra energija. Vse lahko reprogramiramo, vse. Mi imamo moč ustvarjanja v sebi in s svojo mislijo lahko vplivamo čisto na vse. Sploh na rastline okrog nas, ki se direktno odzivajo na te naše občutke. Naslednja stvar, numerologija, sveta geometrija. Spet sem prebrala nekje, da so to stvori, temelj za to, da nas komandirajo. Sveta geometrija ali pa zlati rez ali pa iz zlatega reza 3,14, kar je število pija, je dokazano, da ta Fibonaccijeva krivulja, da je v bistvu vse narejeno iz tega, iz te vijačnice, da se, zdaj ne znam vam tako razložiti, ampak vam bom pokazala iz knjige, ko ima življenje žur. Dejansko je dokazano, da zlati rez, da število pi direktno vpliva na to, da je to število kreacije. In jaz ne verjamem v to, zato tisti, ki rečejo, vse je v temi. Ja, pa kva še. Vsi vas hočejo komandirati, naš drugega ni, in hočejo vam vsiliti strah. Hočejo vas prepričati, da je življenje grozno, ne moreš nekomu slediti, da, glejte, jaz ne sledim nikomur, kjer začutim strah, stran od njega. In če vi ob meni občutite strah, stran od mene, ste pač na drugi vibraciji. In če vam ne dvigam vibracije, stran tudi od mene, glejte. Sledite samo temu, kar vam dviga vibracijo, kjer vam duša poje, kjer reče, ja, še to bom naredila, to je fino. Temu sledite. Zdaj iščem v knjigi, ko ima življenje žur, zlati rez. V glavnem, glejte, če pogledamo, recimo tukaj je praprot, kako se razvija. Pol tukaj je školjka, pol storž. Vse to je točno po zaporedju narejeno. Točno zaporedje in to so ta števila, se pravi 1, 1, 2, 3, 5. V glavnem, kako pridejo do tega, se števajo 1 plus 1 je 2, 1 plus 2 je 3, 2 plus 3 je 5. V glavnem zaporedje je. In verjamem v sveto geometrijo. In verjamem, da je po nekih zakonih narejeno vse skupaj, kar je. Ker poglejte, recimo, tornado, ki pride, to v bistvu se da matematično zračunati. Ali pa recimo fronta, ki pride, ciklon, to vrtinčenje, to je določeno
zaporedje in v osnovi tako zgoraj kot spodaj nam hoče vesolje pokazati, da ravno tako so naše čakre, vse je neko vrtenje in mi lahko s svojo mislijo vplivamo na to vrtenje, da pospešujemo vrtenje čaker. In zadnjič sem govorila s to mojo Darinko, je rekla, a veš, kako ker ona vidi energije, kako so ljudje, kako se pri ljudeh vrtijo čakre. Je rekla takole. Ker jaz sem jo vprašala, kaj se mi dogaja, ker slišim tako, kot bi se nekaj, in sem mislila, da imam že nekaj v ušesi narobe. Je rekla, to je vrtinčenje tvojih čakar. Svet se spreminja, postajamo jasnovidni, jasnočutni, zaznavamo, jasnoslišni. Lahko celo slišite, da kako nekdo kaj govori. To so sposobnosti, ko se odpirajo te kanali. Zdaj pa druga zadeva, da pa vi to odprete, te povezave, je pa potrebno počistiti prve čakre. Še eno stvar vam moram pokazati. Tole vam moram pokazati, glejte. Od popka navzdol so okosteneli vzorci, ki se skladiščijo. In kdor ima slabo prebavo, ima pač temeljne vzorce zabetonirane. Kdor ima boleča kolena, ima temeljne vzorce zablokirane. Kdor ima tle noter težave z gležnji, ima tudi neke temeljne vzorce glede premikov za počistiti. Vse to je čiščenje. Tudi fizična bolečina ti pokaže, tukaj imaš nekaj za predelati. In zdaj, kako to pogruntamo? Z mišičnim testom. In če, recimo, mene bolijo kolena, in rečem, mene bolijo kolena, ker se čisti moj strah glede preživetja. Recimo, bom še preverila sama. Jaz te stvari pri sebi v meditaciji predelujem, čistim, zdravilna molitev dekodiranja in plast za plastjo se čistijo te stvari, kar me vleče navzdol, in seveda potem se pa odpira ta kanal proti stvarstvu. No, zdaj pa gremo naprej. Da mi počistimo vse to, zdaj vam pa spet iz tele knjige želim pokazati, so pa okrog na tem avričnem polju obstajajo entitete. Entitete so pa v bistvu kot neki stvori, kot neke fizične oblike, ki nam nagajajo. Poglejte. Mi lahko občutimo, to so občutki ljubezni, sočutja, tukaj so pa v bistvu tako kot eni paraziti, to so pa entitete kajenja, jeze, entitete, mislim, da je tale jeza, kajenje, zasvojenost, bom pogledala naprej. V glavnem, dejstvo je, da te entitete, sem mečkan, da bom prevedla, tale, zaskrbljenost je tale entiteta, lejte. Tako kot parazit je, samo da ni fizičen parazit, ampak je energetski parazit. Energetski paraziti pa dejansko vplivajo na to, da nam srkajo energijo. In ko pridemo, ne vem, te mogoče začne skrbeti glede preživetja, pa naenkrat padeš dol. Se pravi, si aktiviral ali pa odprla vrata tej entiteti, da se še bolj zasesala na tvoje fizično telo. Zdaj pa kaj zdaj narediti? Entitete s kadili preganjamo, to je prva zadeva. Druga stvar, kaj je pa najbolj močna, ker, glejte, mi moramo razumeti, da moramo tale del avre napolniti z bleščečo svetlobo, da dejansko ta del postane kot ena žogica svetlobe in kamorkoli pride ta naša žogica svetlobe, kar zažari prostor. Seveda, zaradi tega, ker naša avra žari. No, in zdaj vam pa dala in bom tudi v naslednjih dneh posnela meditacijo. Jaz sem si kupila knjige oziroma priročnike Pot v svetlobo, Vijolični plamen, jaz sem. Se bom z avtorjem pomenila, kako bi lahko to do vas prišlo, ker to je v bistvu kot en priročnik. Nimam pojma, kako bi jaz lahko to vam zrihtala. Ampak ena stvar, kar pomaga, poglejte. Ljubljena mogočna prisotnost, jaz sem, in ljubljeni Kristus v meni, ter angeli vijoličnega plamena, ohranjajte dejavnost vijoličnega plamena v meni in okoli mene ves dan. Jaz to pa zvečer preberem in ohranjajte dejavnost vijoličnega plamena v meni
okoli mene celo noč. V glavnem, in ko napolnimo ta balonček z bleščečo vijolično svetlobo, dejansko postanemo nedotakljivi. Bom še naprej prebrala. Ljubljena mogočna prisotnost, jaz sem, dejavna skozi Kristusa v meni. Razplamti svoj vijolični očiščevalni plamen v mojem telesu, skozenj in okoli njega. Raztopi in izniči vsako neskladje v njem, ter ga zamenjaj s svojo sijočo belo svetlobo in vsemogočno popolnostjo. Ohranjaj dejavnost vijoličnega očiščevalnega plamena in sijoče bele svetlobe v vsaki celici mojega telesa, da se izniči vse neskladno v njih in so popolnoma zdrave za vekomaj. Naj se to izvrši za vse življenje na zemlji in zahvaljujem se ti, da je to storjeno takoj zdaj in za vekomaj. Vsemogočni, jaz sem. V glavnem, to bom posnela, da vam bo lažje in vam povem, to so tako močne odredbe vijoličnega plamena, da dobesedno to svojo auro napolniš z vijoličnim žarkom in potem res nič več ne more priti do tebe. Zadnjič je ena gospa me klicala in je rekla, da se ji dogaja, da ponoči ne more spati, da ima občutek, da jo nekaj izsesava, in to so škodljive misli drugih ljudi. In živimo v polju energij in ta trenutek se res čisti na polno, zato dajte uporabljati vse, kar je možno, da povečate energijo svojega okolja. Blagoslovljena voda, dobite jo v vsaki cerkvi, pri vsakem župniku, z veseljem vam jo bo dal. Blagoslovljena voda je informirana voda. Lahko jo sami informirate s tem, da molite nad vodo, in voda, ki je blagoslovljena, avtomatično spremeni strukturo in vnaša harmonijo v dom. Kar lahko sami naredite, seveda kadila uporabljajte na dnevni bazi, molite, vsaj 2-krat na dan zjutraj, jaz delam zjutraj jutranjo meditacijo in potem zvečer pred spanjem, to so moji rituali, na dnevni bazi uporabljam karte Prehod v novo dobo in zdaj mi je ena gospa napisala, kako je ona se rešila vsega slabega. Je rekla, Minka, to so tvoje karte. S tvojimi kartami sem prišla do tega, da sem spremenila vibracijo. In veste, da sem hvaležna in srečna vsakič, ko nekoga vidim, da si spremeni življenje. Potem ta USB ključek, ki sva ga z Matejo Bobek posneli. Kristalna lira dviga vibracijo, nagovarja direktno zdravje v naših celicah. In dobesedno, ko to poslušamo, nam dvigne vibracijo, se dobro počutimo, in če vidite, da vam dela težave spanje, lahko si date na telefon, si naložite na telefon in poslušate to med spanjem. To je programiranje, ko vaš zavestni ko je izklopljen. No in zdaj, če grem naprej, vam bom še kakšno sporočilo prebrala. Prehod v novo dobo. Ti si boginja, ustvarjalka nove dobe, naj te vodi srce. To je pa zdaj naslednja stvar. Zdaj, ko se te energije kot sekajo na polno, dajte slediti zgolj in zgolj svojemu srcu. Uporabljajte mišični test. In ko roke prekrižate in ko za kakšno stvar vprašate, a je to dobro zame, če dobite odgovor ne, ni za vas, pojdite stran od tega. Glejte, vse poti vodijo v Rim, pravi pregovor. Ampak, mogoče vi greste po drugi poti kot jaz. Ampak pomembno je, da sledite sebi. Tisto, kar vi občutite, kar vam zavibrira z vami, kar vam dviga radost, to je za vas ta prava pot. Ne to, kar nekdo, ki se je vklical za nekega guruja, kjer želi imeti neke odvisnike od sebe. Sledite sebi. Naslednja zadeva, pa nezemljani. Stvori, ki obstajajo, seveda obstajajo. Dejstvo je, da če preveč poslušate te novice, vas bo postalo strah. In strah ni orodje stvarstva. Strah je orodje teme. In zato ne sledite, ne poslušajte ničesar. Leta nazaj je bilo tudi večkrat na televiziji in gospod, ki govori o nezemljanih.
In vam povem, da sem nehala poslušati te zadeve, ker me je vsakič zmrazil. In vsakič, ko mi je še razlagal o teh nezemljanih, kako so entitete, kako so stvori, pa se človeka pobere. Jaz enostavno sem rekla, temu ne sledim, ne dajem pozornosti, v redu je. Čemu pa dajem pozornost? Veste čemu? Prihaja nova doba. In tukaj zdaj se že utelešajo tudi bitja, ki so na višji sferi. No, zdaj zadnjič mi je, spet ta mala hčerka, midve sva zdaj že 3 tedne same, zadnjič je rekla, mami, imam en test, je rekla, povej 3 živali, ki ti prve padejo na pamet. No in jaz rečem sova, drugo rečem zajec in potem ta tretjo rečem delfin. Je rekla, no, da ti povem, ljudje tebe vidijo kot sovo. Je rekla, kaj to pomeni sova? Zdaj ne vem, sova tudi ne pomeni tisto, včasih, če so slišali skovikati sovo, se spomnite, jaz se spomnim kot otrok, ali pa pomislite na kekca, pa na bedanca. Bedanc, ko je slišal sovo, ga je bilo strah. Mogoče pri ljudeh zbujam strah. Mogoče, upam, da ne. Trudim se dvigati vibracijo. Sova je modra, je prebivalka noči. Sova je tista, ki si upa tudi tam letati, kjer je tema. No, mogoče sem to. No, mogoče tako vidijo mene drugi ljudje. Jaz sem rekla drugo, zajec. Zajec je pa rekla, to pa tako vidiš ti sebe. Majčkeno pa prestrašeno. To, kar si pa v resnici, čeprav jaz sebe ne vidim majčkeno pa prestrašeno. Mogoče hitro, bolj hitro se vidim, ja. Pa iznajdljivo, zlepa me nihče ne more, sploh ne ujeti v svoje kremplje. In tisto, kar pa v resnici sem, je pa delfin. In je rekla, zakaj delfin? Se rekla, delfin nima sovražnikov, je čista radost, čisto veselje, čista zabava, samo uživa, plava in nosi DNK nove dobe. V to sem prepričana. Tako da, ja, to sem pa v resnici. Tako da, wow. No, zdaj pa naslednja stvar, zdaj pa gremo še majčkeno na, to so zdaj vprašanja, ki sem jih dobila v zadnjem dnevu, je pa tehnična. Kar dejstvo je, naše telo je tehnično, je treba za njega tehnično poskrbeti, imamo pa nadledvični žlezi. In zdaj gremo na to, da vam pokažem, energije vstopajo, stopajo tukaj ta del. Se pravi, če mi želimo, da smo čim bolj v miru, je pomembno, da poskrbimo za solarni pleksus. Če ste v negativnem okolju, dajte si večkrat prelimati popek, tukaj vstopajo energije. Tudi na zadnji strani, na hrbtu, tam tudi vstopajo energije in so direktno povezane z nadledvičnimi žlezami, tukaj nadledvični žlezi. In nadledvični žlezi pa direktno proizvajata stresni hormon, ki se kaže kot uteklina tukaj pod očmi, zabuhle veke, ta del ti oteče in zastajanje vode v telesu. Se pravi, tisti, ki imate obremenjen ta del, bi mogli prav zavestno čistiti ali bolj pozitivno razmišljati, paziti, kaj vam povzroča stres. Mogoče bom v tem nov video posnela, kako nahraniti nadledvični žlezi, ampak za zdajle samo en kratek nasvet. Tisti, ki imate težave s stresom, rabite pri vsako jutro smuti iz zelene ali peteršilja, lahko tudi iz regrata. In zdajle je čas za nabirati regratove korenine in to bom pa povedala točno, kako v naslednjem videu, kako pripravite. Dejstvo je, da jih lahko posušite, niso strupene, lahko jih zmiksate, potem jih date majčkeno v smuti kot prah in to je čisti izvor kalija, tudi kalcija, ampak predvsem kalija. Kalij je pa ključen za dobro delovanje ledvic, za odvajanje vode in deluje tudi proti zastajanju vode v telesu. Tako da, to pa drug video, kjer bom snemala samo o tem naloge kalija. Tako da, uživajte, sledite sebi, svojim občutkom in tudi, glejte, ko kupujete mogoče knjigo, zdaj sicer smo vsi na internetu, ko nekaj primete, če vam povzroča dobre vibracije, je to za vas. Če tisto jo pogledaš, pa ti naredi, ni zate, ta trenutek to ni zate. Delajte na sebi in boste videli, stvarstvo vas bo podprlo. Nismo zdaj v enostavnem obdobju, ta trenutek
bijemo boj na en način, vsak pri sebi, a boš padel pod vpliv temnih sil, ali pa se obrneš na svetlo stran. Tako da vsak ima za sebe izbiro in vsak rešuje dejansko sebe. Tako da naredite to za sebe, za svojo družino, ker s tem, ko sebe dvignete, dvignete tudi svoje ljudi, predvsem svoje otroke okrog sebe. Ker vibracija se prenaša in otroci so v našem polju. In zdaj, če oba dva, mož in žena, dvigujeta vibracijo, ne morejo biti slabi otroci. Ne morejo biti. Lepo se imejte, uživajte, imejte radi življenje in življenje vas bo vsekakor imelo rado.